Dragi gostje, začenjamo z otvoritvijo pregleda odstrela za leto 2023. Želel bi pozdraviti najprej naše sosede iz sosednje Hrvaške. Dobrodošli in ohranimo tak stik, kot smo ga imeli do zdaj. Zarana napotim naravo se sam, nikamor se mi ne mudi. Če vpraša se kanta, odgovor si dam, med sveže divjadi sledi. Slovskem če ponudim mi čiste vodi, zamaknjeno gledam daljavi. Slovenija en sam si gaj in lovčev si zemeljski raj. Boginja javnost hvaležnost pa gre za vse, kar se tu doživi, da varno ubiram jaz lovske stezi, da zvesto nad mano bedi. Boginjo Diano, zaljubljen sem jaz, spomladi poletih in kadar je mraz. In če me kdo vpraša, zakaj, ob njej je moj zemeljski raj. In če me kdo vpraša, zakaj, ob njej je moj zemeljski raj. Otvoritev pregleda odvzema je priložnost, da se ozremo nazaj in pogledamo naprej. V letu 2023 je bilo v našem luvu odvzeto 1723 glav jelenjadi, 761 divjih prašičev, 1038 glav srnjadi in 52 gamsov. Ugotavljamo, da je številčnost jelenjadi stabilna ali celo v porastu, vendar pa ugotavljamo, da se jelenjad širi iz nekdaj njenih matičnih predelov v dolini na pašnike in travnike, ki so gnojeni in dajejo odlično pašo celo leto. Še nedavno pretežno gozdna divjad je postala predvsem divjad intenzivnih kmetijskih površin, s tem pa se ustvarjajo koncentracije in daje se videz večje številčnosti, kot v resnici je. Potrebna je pohvala in zahvala večini kmetov znotraj našega luva za strpnost, razumnost ob težavah, ki jih imajo z divjadjo in zvermi. Odvzem divjih prašičev je v letu 2023 nižji kot v prejšnjih letih, kar še enkrat potrjuje dejstvo, da je naravni obrod tisti, ki uravnava prirastek in posledično tudi odstrel. Afriška prašičja kuga je zelo blizu in predstavlja resno grožnjo prašičji populaciji ter celotnemu upravljanju s vsemi vrstami in konec lovu, ki ga poznamo.
Srnjad, ena glavnih vrst našega prostora, pa je v zaskrbljujočem stanju. Njena številčnost skokovito pada in je v takem stanju, da je upravljanje z njo onemogočeno do te mere, da je vsako poseganje vprašljivo in vsako strokovno filozofiranje odveč. Enako velja tudi za gamsa. Ponosni smo lahko, da imamo v naši krajini vse tri velike zveri, medveda, volka, risa. In prav lovci smo zaslužni za uspeh repopulacije in stabilnost teh vrst. S prihodom šakala pa je stanje postalo alarmantno. Račun za to sta plačala predvsem srnjad in gams. Prekomeren pritisk in lov plenilcev na ti dve vrsti ne povzročata samo izgubo v prirastku, ampak tudi padec odpornosti na različne bolezni. Stres, kompeticija z jelenjadjo in spremembe v okolju še dodatno šibijo tiste osebke, ki so še ostali v naravi. Zdrave, močne srnjadi skoraj ni več, še manj pa je mladičev. Teža srnjadi iz leta v leto pada. Zmanjšanje prehranske ponudbe za zveri bo posledično povečalo pritisk na domačo pašno živino, s tem pa tudi slabo voljo kmetov. Vsaka enostranska, prekomerna zaščita ene vrste na račun druge pripelje do slabega konca obeh. Zato mora biti v interesu vseh vpletenih iskanje rešitve. Ne domišljam si, da sem poklican ali dovolj strokoven za hitro rešitev, si pa dovoljujem razmišljati skupaj z vami, kako naprej. Mislim, da je nujno takoj močno zmanjšati številčnost šakalov, ki so po mojem mnenju glavni krivec za tako stanje srnjadi. Vzpostaviti minimalni odstrel volkov, v najboljših staniščih za srnjad zmanjšati številčnost jelenjadi in divjih prašičev, intenzivirati odstrel jelenjadi okrog vasi, kjer se ustvarjajo koncentracije. Iz nižinskih najboljših predelov za srnjad umakniti krmišča. Popolnoma zaščititi rodni del populacije vse do takrat, ko bodo vidni rezultati. Pa še polagati v sovnice sov, ki vsebuje sredstvo za odpravo notranjih zajedavcev, ki je divjad sicer nima tako rada kot kamenosov, a jo bo obiskovala, če v bližini ne bo druge. Nenazadnje mobilizirati stroko na vseh področjih upravljanja s srnjadjo. Nobene garancije ni, da bomo hitro uspeli, a vsaj poskusiti je treba in srnjadci to zasluži. Če smo bili uspešni pri zvereh, zakaj ne bi bili tudi pri gamsu in srnjadi? V upravljanje smo dobili lovišča, dokažemo, da zmoremo in znamo v interesu narave kot celote. Ob koncu bi se zahvalil Andražu, Jožetu in Sandiju za postavitev razstave in predajam, bom rekel, naprej rogistom in pa pevcem. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočijem v samoti srce. Je potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, črtuli je svet, začaral čudi si mi večkrat pogled. Tu nasmehljaje kazala mi kras, le na te sem mislim ljubeče vsak čas. O tebi sem sanjal svet svetlih dvoran,
Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Tri, štiri. Pri zahvali sem pozabil Janeza Krašovca. Janez, tudi tebi hvala za postavitev. Očitno so rogisti in pevci privabili tudi predsednika Lovske zveze. Predsednik, dobrodošel in lepo pozdravljen v imenu vseh prisotnih. Če želiš kakšno besedo, izvoli, sicer bomo pa odprli. Hvala lepa. Spoštovani gostitelj, spoštovane lovske tovarišice in tovariši, samo nekaj kratkih besed. Prav dosti ni dodati temu, kar je starosta povedal. Vse drži kot prebito. Ena stvar pa je, na katero vas želim vse skupaj opozoriti. Vsak čas prinese svoje modrosti in prinese tudi svoje norosti. Ena izmed norosti sodobnega časa je ta, da smo lovci čedalje bolj pripoznani v javnosti kot tisti, ki jemljemo življenja, ne pa kot tisti, ki skrbimo, da ta življenja sploh še obstajajo v takem obliki in takem obsegu v naših gotovih in po naših okoljih. Na nas je, da se potrudimo, da to podobo v javnosti spremenimo in jaz bi apeliral na vse vas, bodite občutljivi na ljudi, ki danes mogoče razmišljajo drugače kot mi, ki nas vidijo v drugačni luči, kot se mi vidimo sami, ne povzročamo konfliktu z njimi, ampak ne stopimo tudi milimetra nazaj pri vrednotah, ki jih zagovarjamo. Lov je del naše tradicije, del naše kulture, del naše zgodovine in zagotovo ostov tudi del naše prihodnosti. Nosite lovski kroj ponosno, opravljajte svojo nalogo z občutkom do narave in divjadi in tudi z občutkom do ljudi. Ne glede na to, če vas hvalijo ali kritizirajo. Pride čas, ko se vse stvari postavijo na svoje mesto. Zagotovo. Jaz sem vse skupaj želim, da bi uživali ob pogledu te razstave, medsebojnem druženju, da ne bo trud vseh tistih, ki so ga vložili za manj. Želim vam tudi dober pogled in mirne, zadovoljstva polne prvomajske praznike. Dober pogled in srečno. Hvala. S tem otvarjamo današnji pregled in vse skupaj vabim na pogled razstave. Divja.